Pozdravljeni. Marsikdo izmed vas, navdušencev, bi si srčno želel, da na dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 bi različni vozniki, različne ekipe uporabljale različne strategije. Zakaj temu danes ni tako in kaj bi po moje morali storiti, da bi rešili to perečo situacijo, pa kot običajno v naslednjih minutah. Na začetku moram razjasniti nekaj bistvenega. Na vsaki dirki svetovnega prvenstva Formule 1 lahko mi, navdušenci, zapazimo, kako določeni vozniki uporabljajo drugačno strategijo od one, ki si jo je, na primer, izbral zmagovalec. Tudi na dirki za veliko nagrado Singapurja smo lahko, na primer, videli, kako je Max Verstappen začel na pnevmatiki soft in ne na medium. Verjetno so pri Red Bullu hoteli presenetiti Georgea Russella in nekako upali na to, da bo Max Verstappen prevzel vodstvo v prvih ovinkih in tam ostal do samega konca. Ampak, kot smo videli na televizijskih ekranih, se to tveganje ni izplačalo. Max je lepo dirko začel in končal kot drugi. Videli smo tudi lahko, da je na primer pri Ferrariju Lewis Hamilton imel 2 postanka in ne samo enega. Koliko prednosti mu je dala ta alternativna strategija, no ja, lahko odloči vsak sam. Ne smemo mimo dejstva, da je na primer Fernando Alonso in Aston Martin izbral čisto drugačno interpretacijo same dirke z uporabo pnevmatike medium ter soft. Ampak konec koncev verjamem, da marsikdo si želi alternativ, seveda tam na vrhu, ker bi lahko nekdo z uporabo drugačne strategije prišel prav na tisto najvišjo stopnico zmagovalnega odra. Verjamem, da nekaterim se je zdelo tveganje pri Red Bullu upravičeno, ampak mnogi bi si verjetno želeli malce drugačnega pristopa. In tu je treba poudariti, da v zadnjem času so se pri Formuli 1 res trudili, da bi malce razgibali to področje strategij. A menim, da so do sedaj zmeraj uporabljali napačne prijeme. Povečanje števila postankov ni rešitev, namreč kvantiteta nikoli ne more nadomestiti kvalitete. Videli smo to na veliki nagradi Monaka, kjer sta bila 2 obvezna postanka, dovolite mi izraz, čista bedarija. Verjetno so si odgovorni mislili, da ukolikor bi imeli več postankov, bi tudi dosegli, da bi bila dirka bolj razgibana, bolj zanimiva za tiste, v bistvu Formule 1 sploh ne znajo gledati. Važno je za njih, da se nekaj dogaja, da se je oni ustavil, čeprav ni jasno, zakaj je to storil. In po drugi strani imeli smo rešitev, imenovano pnevmatika mešanice C6, ki je zopet nekaj, kar je popolnoma neuporabno. Malo da ne, niti kvalifikacijskega kroga mnogi niso bili sposobni napraviti s to pnevmatiko, ki je bila na željo organizatorjev upeljana. Ubranili ste zakaj? Zato, da bi imeli več postankov in ne različnosti. In torej, kaj bi lahko naredili pri Formuli 1,
da bi imeli vsaj teoretično možnost videti različne zmagovalne strategije, kjer bi lahko, ki je na papirju nekdo malce bolj zadaj v tistem razmerju sil, s pravo strategijo prišel prav na vrh. Sam lahko predstavim moje osebno videnje, kajti mnogokrat boste videli, da oni, ki se odločajo, izberejo čisto drugačne možnosti. Težava je v tem, da smo imeli pred leti pravzaprav že vse skupaj skorajda idealno rešeno. Potem je prišlo obdobje COVID-19. Namreč sam menim, da je velika ovira pri strategijah prav to, da imajo vsi vozniki na začetku dirkaškega vikenda enako dodelitev setov pnevmatik. Če se kdo spomni, pred sezono 2020 so vozniki sami povedali, kako želijo imeti razdeljeno tisto razmerje znotraj 13 setov pnevmatik. Seveda, morali so imeti set pnevmatik soft, set pnevmatik medium in set pnevmatik hard, ampak preostalih 10 so nekako določili po lastnih izkušnjah, po lastnem okusu, po lastni strategiji. Danes, ko imamo na standardni dirki 8 setov pnevmatik soft, 3 sete pnevmatik medium in 2 seta pnevmatik hard, na koncu v nedeljo kakšnih velikih opcij v bistvu nima nihče. Praktično sam Pirelli teži k temu, da se pnevmatike soft porabijo na kvalifikacijah in nato na dirki, seveda začeti na pnevmatiki medium, napraviti en postanek in nadaljevati na pnevmatiki hard. Tu seveda se vidi, kako je Formula 1 pokleknila pred Pirellijem, ker je najbolj enostavno vedeti vnaprej, kolikšno število setov rabijo. Jasno je, da imamo 20 nastopajočih in ni potrebno uporabljati ne vem koliko truda, da pripravijo v tisti znameniti tovarni v Turčiji za vsakega 8 setov soft, 3 sete medium in 2 seta hard, seveda tistih mešanic, ki jih že prej določi Pirelli. In vidimo lahko, kako je že tu ena izmed tistih glavnih negativnih točk, ki pravzaprav naredi situacijo takšno, da kakšnih res učinkovitih opcij pri strategiji nima. Druga točka, ki bi bila mogoče zanimiva, je ta, ki smo jo tudi videli pred leti. Namreč, če se spomnite, ono obdobje mavrice Pirellija, ker je točno določena barva pomenila točno določeno mešanico, so že začeli dobesedno eksperimentirati s tem, da smo videli preskok. Na progah nismo imeli nekega zaporedja mešanic, ampak so vmes, na primer, eno spustili. Videli smo tudi poizkus letos, ampak bistveno premalo. Še posebej zaradi tega, ker v nedeljo kakšne izbire med različnimi seti ni bilo in torej tudi ta skok ni prišel do izraza. In torej, da se bomo malce bolj enostavno razumeli, skrivnost, ukolikor želimo imeti različne strategije na samih dirkah, je v bistvu izjemno enostavno. Vozniki morajo najprej imeti ustrezno število setov pnevmatik oziroma ustrezno število tistih uporabnih mešanic in sam dobavitelj mora poskrbeti na to, da bo praktično nekdo z 2 postankoma bil približno tako hiter kot oni, ki opravi dirko z enim postankom.
kar se mnogim ne zdi presneto enostavno, ampak še zdaleč ni tako. Naprimer, če ima nekdo strategijo z 2 postankoma na dirki, ki traja recimo 50 krogov, in vemo, da izgubi na tistem postanku več 25 sekund, pomeni, da mora biti vsak krog pol sekunde hitrejši od svojega konkurenta. Kar je kar velika razlika, še posebej, če vzamemo v zakup, da bosta na koncu prišla v teoriji skupaj čez ciljno črto. In v takšnem scenariju se bodo ekipe raje odločile za postanek, za strategijo z 1 postankom in ne z 2. Kajti dobro vemo, da vsak postanek pomeni tveganje. Tveganje, da se karkoli zlomi in da zadeva ne bo tako hitra. In zakaj imamo v današnji Formuli 1 v večini primerov strategije z 1 postankom in ne z 2? Prav zaradi tistega, kar sem vam omenil malce prej. Namreč enostavne rešitve so tiste, ki nekako na koncu dneva tudi najbolje delujejo. Bolj kot so zadeve kompleksne, več spremenljivk, kot jih nekako vpeljemo v celotno dogajanje, večja je možnost, da bo šlo enostavno kaj narobe. In tega si pri Formuli 1 ne želijo. Lahko bi Pirelli napravil pnevmatike, ki enostavno ne bi zdržale več kot 10-12 krogov, tako da bi videli za vsakega voznika na nekem standardiziranem prizorišču dirke za Formulo 1 4 ali 5 postankov na dirki, ampak bi bilo to zanimivo, niti ne, kajti vsi bi se ustavljali približno v istem krogu in dirka bi bila kaotična, ampak po mojem mnenju niti ne tako zanimiva. Torej, želimo videti različne strategije, kot sem povedal. Vpeljati bi morali nazaj tisto, kar smo že imeli. Čeprav Pirelliju ne bi bilo všeč, kajti paziti bi morali, koliko pnevmatik napravijo za določen vikend, kar pomeni za njih višje stroške, ampak za nas več zabave. A toliko o tem. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.